Dragi Rok, pozdravljen, dobrodošel v najinem klepetu, pogovoru o Navdihni me in o prispevkih, ki jih za nas tako entuzijastično in navdihopolno pripravljaš. Tvoj zadnji je Ne glej gor, ali pa če bi vseeno mogoče pogledali gor, kako to, da si se tega prispevka lotil, kaj je v njem takšnega, da te je spodbudilo, da ga želiš deliti z našimi bralkami in bralci? Ja, v ozadju je seveda ogled filma Don't Look Up, Ne glejte gor. Zdi se mi izjemna prispodoba današnjega časa, ali gre za okoljsko temo ali za številne druge teme, ker smo nekako, lahko bi rekli, ali brezbrižni ali samozadovoljni in preprosto zdaj lahko rečemo, da glavo v pesek tičimo ali pa ne gledamo gor. Se pravi, na nek način vedno govorimo, ne vem, politiki tega ne naredijo, drugi tega ne naredijo, premalokrat pa pogledamo sami sebe in mi smo tisti, ki moramo pogledati gor oziroma okrog sebe. Zato je to res tako izhodišče in tak poziv, mogoče tudi drugim, da še vedno, kljub vsemu preveč brezbrižnosti, samozadovoljstva, nam gre dobro, drugim pa tako, kot gre. Tako. Če bi ti rekla, izpostavi 2 ali mogoče 3 zadeve, ki jih lahko bralke, bralci iz tega tvojega prispevka odnesejo. Kaj bi bile te 3 oziroma ti 2 zadevi? Prva stvar, vsekakor nekakšen poziv, poziv, dajmo res stopiti iz tega mehurčka, v katerem smo malo v prispodobi, pa tudi zares, sploh na družbenih omrežjih. Se pravi, ven stopiti iz tega mehurčka brezbrižnosti, ker zdaj, vsaj mogoče zdajle res stopamo v neke čase, ne toliko vrnitve nazaj, ampak moramo res gledati, da gremo nekam naprej, ker ta želja nekam nazaj v neki leto 2019 se mi zdi taka malo utopična, boljše, da gledamo naprej v nek nov svet, in zato se mi zdi, da moramo biti res pozorni, aktivni in ne samo reči, ok, zdaj je vse te krize konc in gremo dalje. Ampak, ne vem, zdaj, če sem čisto govoril, ampak vsekakor, tiste 3 stvari, ki bi mogoče izpostavil, je to, ja, dajmo resno, dajmo se aktivirati na veliko področjih, dajmo opustiti svojo brezbrižnost, dajmo zares pogledati okoli sebe, ne samo v Sloveniji, ampak tudi še širše. Zadnja misel, zadnje sporočilo? Ja, poglejmo gor, poglejmo okoli sebe. Skratka, bodimo aktivni. Mislim, da vsak lahko najde, vsak vidi, tisti, ki danes reče, kaj ne pa počnem, da tudi to je že neke vrste brezbrižnost. Vsak ima v sebi to možnost. In področji, na katerih lahko delamo, je tako rekoč neizmerno in zato meni tudi zelo rad delam za Navdihni me, ker se mi zdi, da je to tudi tisto, kar manjka, navdih, da ne spremljamo samo čisto klasičnih medijev, ki so zelo črnogledi. Meni se zdi to tudi zelo dragoceno, da še malo povem, da ta pristop mi je res všeč, ker tega ljudem resnično manjka. Ker zdaj, če smo ujeti samo v te mainstream medije, se bomo hitro preveč črnogledi lahko radi. Okužili se bomo, pa ne z virusom, ampak s črnogledostjo. Tako. Jaz in Rok vas vabiva na www.navdihni.me, kjer boste zagotovo našli zgodbo zase, če druga ne, pa Rokov poziv, dajmo le vseeno, poglejmo gor in dajmo nekaj od sebe, ne biti brezbrižni. Rok, hvala ti za ta kratek in jedrnat in učinkovit klepet. Hvala za priložnost, adijo.